Lepo pozdravljeni in dober večer vsem skupaj in dobrodošli na prvi dogodek Povej po slovensko oziroma Pejsan, ki vsebuje 12 pogovorov z gosti, avtorji, pisci knjig, raziskovalci naših korenin in našega jezika. Jaz sem presrečna, da ste se odzvali, smo vas dali kar na prvo mesto. Zato, ker je tematika, ki ste jo vi raziskovali, tako zelo pomembna za naše staroselstvo, ker so genske raziskave nekaj najbolj oprijemljivega v celem naboru tematik, ki dokazujejo naše staroselstvo. Profesor dr. Perdih je diplomiral iz kemijske tehnologije in doktoriral iz kemije. Življenjska pot je dr. Perdiha dobro pripravila na raziskovanje genov in raziskave staroselstva v našem prostoru. Z veliko hvaležnostjo vašemu delu vas pozdravljam kot enega najpomembnejših danes živečih osvoboditeljev slovenskega naroda iz primeža laži, v kateri smo odraščali mi in naši danes živeči predniki. Po 20 letih raziskav ste napisali prvo knjigo Izvor Slovencev in drugih Evropejcev. Mene pa zanima, kako se je vse skupaj začelo. Začelo se je v 2. razredu osnovne šole. Moja prva učiteljica je bila nečakinja zgodovinarja Simona Rutarja in nam je v 2. razredu, preden smo bili priključeni k Jugoslaviji, povedala marsikaj o zgodovini Slovencev, kar se potem v Jugoslaviji ni smelo več govoriti. No in to me je zanimalo in zato, kadar sem dobil kakšno zgodovinsko knjigo, sem jo takoj prebral. Recimo v gimnaziji se je zgodilo, da smo dobili en hrvaški učbenik, sem ga prvi teden prebral in potem se nisem do konca leta nič učil. Zabavno. V knjigi pa opisujete tudi enega patra, ki vas je opozoril kasneje potem. Ne mene. Pater Ivan Tomažič je sicer Slovenc, rojen v Brkinih, vendar ni hodil nikoli v slovensko šolo, ampak samo v italijansko. Je študiral v Italiji, v Španiji, v Franciji in ko je prišel okrog 40 let star na Dunaj, je znal slovensko samo svoje narečje. Se je učil knjižno slovenščino, takrat se je začel učiti. No in ko je zgradil študentski dom Korotan, je tudi vabil slovenske profesorje, da so študentom predavali. In je tako nekoč predaval profesor Milko Kos o tem, kako so Slovani prišli iz Karpatov in kako so se širili navzgor po dolini Drave. Pater Tomažič, kot je bil navajen iz tujine, ga je po predavanju vprašal, kje bi lahko on to prebral. V katerem viru iz takratnih časov bi lahko to prebral. Ker on je v originalu bral tako latinske kot grške vire. No in je profesor bil v zadregi, ker ni vedel povedati nobenega vira. In patru se je posvetilo, profesor pravi, kako si on predstavlja, da je to bilo. Nekako je v resnici bilo, to moram pa jaz raziskati. Ampak, ker ni imel časa tega raziskati, pač je čas mineval. Potem je prišel pa na Dunaj študirati za doktorat Joško Šavli, ekonomist, kaj četa. No in sta se pogovarjala. In Šavlik je pa že tako ali tako za doktorat moral v knjižnice hoditi, je pa to v knjižnicah iskal še vire o slovenski starejši zgodovini in je tam toliko skupaj spravil, da je leta 1985 napisal knjigo Veneti naši davni predniki z vprašajem. To je pa vzbudilo pri nas silno nasprotovanje. Delo je bilo polno polemik proti pa dokazovanj, kako
to ni res, pa kaj se en ekonomist spravlja v zgodovino, ko pojma nima o njej. Mi vemo, kako je bilo, ne, v tem smislu. Ja, razumem. No in jaz sem pa tisto bral, pa primerjal argumente. Aha. In bil tiho. Aha. 10 let sem bil tiho, Ja. v tistem so pa dopisi, recimo doktorjev znanosti z filozofske fakultete ali iz ZRC SAZU, so bili že na tako podlem, bom rekel, podlem nivoju, da sem si rekel, tisti teden od Božiča do Novega leta, ko bom imel mir, bom pa sam napisal, kako jaz iz vsega, kar so oni 10 let pisali, to razumem. No in sem napisal svoj prvi sestavek, ki ga seveda naslednje leto nihče ni hotel objaviti. Ampak se nisem sekiral zaradi tega, ker sem imel drugega porov. Ja, razumem. No, leta 2000, v začetku leta, tako en takle čas, pa srečam sedanjega škofa, doktor Jamnika. Ja. Takrat je ravno doktoriral dobro. Je bil pa urednik revije Tretji dan. Aha. In me je začel drezati, ti si tak profesor, ne? Ja. Pa bi ja napisal en članek za Tretji dan. Zdaj sem rekel, ga imam že napisan, a si ga vi upate objaviti? No, je rekel, dajte mi ga. Ja. In sem mu ga dal. Ga je dal svojemu uredništvu, ne pogledajo, če je za to objaviti. Tako, dobra polovica uredništva je bila za to, Ja. slaba pa ne. Ja. No in so enega akademika, se je še živ, so mu dali, ko vprašali, kaj si on misli. Je rekel, čisto nič se ne strinjam z njegovimi trditvami, samo napisano je na znanstven način, objavite, potem bomo pa videli, kaj bo. Ja. In so objavili, koliko je bil doktor Jamnik kregan, za to ne vem, mi ni hotel povedati. Katerega leta je to bilo? To je bilo leta 2000. 2000. Ja. Malo sem gledala po spletu, kdaj so, koliko oddaj je že z vami objavljenih. Ja. Pa sem videla, da so 10 let nazaj približno bili prvi videi, Ja. pa tudi potem odzivi, koliko so vas napadali. V bistvu, Res? ne. Nisem gledal tega. Ja. So me opozorili, ampak ker vem, kako gre to na internetu, tele razprave, ki včasih katero sledim. Samo eno sem, in sicer na ta prvi članek. Aha. Tudi vem, kdo jo je napisal, nagrajeni profesor. Ampak pišete v predgovore, sem brala, a ne, Ja. kakšni so bili odzivi po izdaji prve knjige. Res, namesto da bi pozdravljali podatke, a ne, ki do zdaj Ja. niso bili, oziroma do tedaj niso bili na voljo, ste bili soočeni. S čim ste bili soočeni takrat? Do mene so bili tiho, nespodobno tiho. Tistim, ki so hoteli predstavitev moje knjige organizirati, so pa prepovedovali to narediti. To je kar nasilje v bistvu. Ampak nekatere babe so s hudičem in so kljub temu organizirale moje predstavitve. Ja, dobesedno. Korajžne ženske se niso pustile ustrahovati, moški so se pa. Žal je tako. Zato smo pa babe, ne? Ja, hudičeve babe. S poudarkom, ker je bila ena moja teta taka. Veste, ko so jo v vasi zelo zatirali in se je postavila na noge in je vsak mu povedala svoje, tako da so se jo bali ljudje. So pa govorili, to je pa ena hudičeva baba. Ja, pa ne treba biti hud včasih. Ja. Ja. Včasih je treba biti, sam jaz ne znam.
Ja. Jaz znam samo kakšno Ja. tako zberljivko povedati. Koliko časa bi pa rekel, da nas že vlečejo za nos? Od konca Prve svetovne vojne. Od konca? Mislim, da še med predstavitve, no ja, ampak potem so pa kar bile predstavitve. Se pravi, 10 let nazaj so prvi posnetki moji. Ja. Celo na RTV-ju sem videla, da ste bili. Ja, tam je pa ena prekletnica, ki je morala iti zdaj v penzion. Vida Petrovčič. Povabila, ja. Presneto. Ja. In to ne vem, 2-krat, 3-krat. Ja, smo imeli kar samo, jaz nisem debater in v tistih razpravah sem bil bolj tiho. Ja. Je bil pa tudi Matjaž Anžur tam na tistem dogodku? A tudi, ne vem več, kdo je bil. V glavnem vem, da je bila pravoverna stvar, pa krivoverska stvar. Ja. No, se to me pa zdaj zanima. Se pravi, koliko imamo mi zdaj teh tez o našem nastanku, ki so še vedno, ki se prodajajo v izobraževalnem sistemu? No, v izobraževalnem sistemu je samo ena. Naši predniki so prišli v 6. stoletju izza Karpatov. To je to. To so moje starše učili, začelo se je pa to po Prvi svetovni vojni. Med njo je še zadnja knjiga o našem pradavnem izvoru izšla, je Žunkovič ali kdo izdal, se ne spomnim. Potem so pa ljudje, ki so doktorirali na avstrijskih univerzah, postali profesori na Ljubljanski univerzi in so tu unesli tisto, kar so se gor naučili. Tako da to ni tako dolgo, dobrih 100 let samo. Zanima me, če je v vsem tem času, odkar je zdaj ta resnica, je že vendarle kar nekaj časa zunaj, ali je prišlo do kakršnih koli sprememb v učbenikih obveznega izobraževanja? Ne vem, ker učbenikov ne gledam. Razumem. Ampak glede na to, kaj se v akademskih krogih govori, bi rekel, da najbrž ne. Ne vem. Ja, kako vas pa gledajo, glede na to, da ste res iz te stroke izhajate, da imate vse, se bom stujko izrazila, kompetence, da ste lahko šli v te raziskave in so v bistvu neizpodbitne? Nimam nobenih kompetenc. Nisem jezikoslovec, nisem zgodovinar, nisem arheolog, nisem etnolog, nisem genetik. Nič od tega nimam. Ja. Ampak imate pa dokaze? Podatki obstajajo v literaturi. No, in kdor te podatke razume in zna uporabljati, pa če je še tak lump, da je študentom predaval kemijske osnove genetike, potem, no ja, ampak leta 1995 se je zgodilo nekaj. Jaz sem bil takrat urednik zbornika o izvoru Slovencev in drugih Evropejcev, ki je izhajal tudi pri založništvu Jutro, in sem začel profesorjem na Filozofski fakulteti iti na jedra. In se je zbralo nekaj glavnih profesorjev, kako bi me onemogočili. In je eden predlagal, proglasimo ga za neuspešnega kemika, ki išče kompenzacijo na našem področju. Malo zlobno. Ja. So jim je zdelo, dobro, so se strinjali, dajmo tako narediti, ampak eden je rekel, veste kaj, ampak za vsak slučaj, preden to javno naredimo, poglejmo na Cobiss, če ima kaj objav. In so enega zadolžili, da pogleda na Cobiss. Naslednji dan so se dobili, je tisti povedal, da imam na Cobissu več objav, toliko objav, da bi oni lahko veseli, če bi jih imeli toliko. Pa sem jih imel samo 1/3 vseh, šele na Cobissu. Ja. In me niso šli blamirati. In od takrat mi dajo takole naravnost
mir. Ja. Edino eden od njih, no zdaj je šel že v pokoj, me je povabil na predstavitev ene svoje protivenetske knjige. Aha. In me je posedel zraven sebe v predsedstvo. Ne, si morate misliti, sami pravoverniki, pa jaz kot krivovirec sredi njih poleg njega. Ja. Ja, in je pa vodila ena voditeljica iz televizije, profesionalka, in sem mi že vnaprej rekel, naj me ne pušča za nazadnje, ker jaz nisem debater. Naj drugim pusti, da debatirajo. Ja, jaz bom mogoče kakšen stavek na koncu povedal. No in čisto na zadnje vprašanje, kaj bi še kdo dodal, sem rekel, veste kaj, po 35 letih bi bil že čas, da nehate s protivenetološko propagandno vojno in nadaljujete samo z raziskovalnim delom. Ja, no, zataj. Kaj bi pa rekel, da je najpomembnejši izsledek vaših raziskovanj? Kako bi ga obesedil? To je pa komplicirano. Ja. Tako kot smo Slovenci mešanica, ne, je potem treba iti lepo po tej mešanici. Recimo, tretjina naših moških prednikov je potomcev ljudi, ki so bili tu že pred 40 000 leti. In ti so bili potomci ljudi, ki so bili tu že pred njimi. Potem dobra tretjina je prišlekov iz Srednje Azije, ki so k nam prišli pred približno 4000 leti. Teh je zdaj največ, govor o moških. Potem približno petina ali šestina prednikov naših moških je začela prihajati tudi pred okoli 4000 leti. Ampak so prihajali še ne v tem tisočletju, v prejšnjem. Ja. Potem imamo še nekaj manjših deležev, medtem ko zelo pomembnih skupin ljudi pa pri nas ni. Tistih, ki so v Zakarpatju bili že najmanj 1000 let, če ne 2000 let, naj bi naši predniki od tam prišli, tistih pri nas ni. Ja. Grdo, ampak tako je. Pri ženskah je pa približno četrtina žensk je potomk prvotnih prebivalk naših krajev, to se pravi 40 do 70 000 let nazaj. Ostale so pa v glavnem prišle k nam pred okoli 8 do 6 000 leti, so s kmetijstvom, so bile kmetijke. Te so pa v večini po celi Evropi. Tako da tu ni velikih razlik, kamorkoli pogledaš, med babami isto sranje, če smem tako reči. Vse je bilo namenjeno temu, da se nasmejete. No, tako vidite, da je zdravilno. Kaj pa pomeni številka 68 000 let nazaj? Kaj se je takrat zgodilo? Na podlagi valov kamenja v puščavah, kasneje so jih dobili tudi so jih opazili tudi po nekaterih gozdnatih predelih, so sklepali, da so bili silno visoki valovi. In potem so odkrili v Tihem oceanu luknjo, ki jo je povzročil meteorit. Se pravi, takrat je približno 11 kilometrov debel meteorit padel sredi Tihega oceana in seveda je nastal visok val, ki je preplavil skoraj vso zemljo, vse celine, razen v Evropi tega predela med Alpami in Karpati, to se pravi Panonsko nižino, pa večji del Alp, Karpatov in Balkana. V Afriki pa ni preplavil vzhodnoafriškega višavja. In tam so ljudje preživeli. No, to je recimo vsa slika. Tega nisem jaz odkril. To je en Rus, ki je pa zgleda potomec Slovencev.
gor se skriva cifra, ne, 68 000, a je tako, ne? Ja, nekaj se je pofedlalo tle. Ne škodga, samo to. Ja. Ne znam pa jaz tega upravljati. Sem naj bi padel ta meteorit in potem so valovi preplavili vse. Ampak ne po teorijah, ali pa ne vem kako, rečemo tudi po teorijah, več kataklizmičnih dogodkov je bilo tudi še po 68 000 let nazaj. Ja. Sam so bili bolj lokalizirani. Ja. Recimo v Mezopotamiji so bile gromozanske poplave. In verjetno je tisti svetopisemski vesoljni potop se nanaša na eno od tistih lokalnih poplav. Ni bilo to svetovno. Potem v Črnem morju med zadnjo ledeno dobo je bila gladina Črnega morja mnogo nižja. No in kmetici so se kmalu tam naselili, potem je pa ali po kakšnem potresu ali kaj, je pa iz Sredozemskega morja začela voda noter teči in je poplavila do sedanje višine. Zanimivo, če je bilo to bolj lokalne narave, pa je v izročilih prav vseh narodov na planetu ta vesoljni potop. Ja, samo vprašanje, ali se nanaša na isto. Ja, očitno so bile hude reči, samo mi še ne vemo, kdaj je bilo kaj. A vas jaz lahko še vprašam, a so vas povabili v kjerokoli uradno izobraževalno ustanovo? Zavrnili so vsako mojo ponudbo, da bi prišel. Neverjetno. Gimnazija Tolmin je izjema. Ja, hvala lepa. Hvala Bogu, vsaj doma, ne? Ampak ne vem pa, kaj je s tisto profesorico, ki me je povabila. Ja. Gimnazija Tolmin, ja. Ja, to je bilo področje starovercev, ja. Ja. Za kar sem ugotavljam, da nisem smel izvedeti, pa je nekoč eden začel nekaj govoriti, kar nisem razumel, so vsi planili nanj, da mora biti tiho, da o tem se ne govori. Iz tega sklepam, da je o staroverstvu hotel govoriti. Tu so označeno, kje so kateri ljudje preživeli pri tistem mega tsunamiju. To je pa potem, kako so se množili, kako so nastajale nove moške haploskupine in kako so se ti ledetci širili naokoli po svetu. Cirka 50 000 let. Kje so nastali, pa kdaj so nastali, piše, kam so prišli, to je pa približno na konici puščice. To je v knjigi. Ja, to je vse v knjigi. Jaz z vašim imenom povezujem neizpodbiten dokaz, da smo Slovenci tukaj staroselci. Res, odkar sem slišala prve podatke, prve besede od vas, sem se kar nekako umirila, moram reči, ker pravijo, da resnica osvobaja. Vidite, pravijo, da imajo ženske ne vem kateri čut. Nisem povedal, ampak jaz imam obe prastari haploskupini, tako prvotno moško kot prvotno žensko. To se je slučajno tako naneslo, da sta bila ata in mama imela te dve stari liniji. Ja, pa vas moramo pa več čuvati. Ja, dajte, Matilda bi je že blizu. Moramo vam kakšno učence za narečje pripeljati. Ja, zadnji čas. Veliko pišete tudi o jezikoslovnih podrobnostih. Meni osebno so narečja zelo ljuba in sem prepričana oziroma čutim, vem,
da so narečja naša prava slovenščina, ne knjižna slovenščina, ali pa da Bog ne dej ljubljanščina. A ne? Ja, ali kar je zdaj še huje. Zdaj še huje, naša akademija zbira predvsem, kaj se novega pojavi v Ljubljani. Vso srbščino, angleščino in to vse proglašajo kot to je pa zdaj nova slovenščina. Vi izhajate iz Zatolmina? Ja. A ne? Ja. Ste bliže tam? Po moje, da ne. Zadnji čas, da grem. To je normalno. Ja. A bi hotel nekaj povedati v vašem narečju? Ne vem, če malo. Ker malo tudi vi govorite pa naše. Aha. Ja. Te pa, kaj jaz začnem po prleško gučati, te da šlo? Probiva. To je edino, kar zmorem. Rojena sem v Ljubljani, pa ko mi čakam, da bom začela Ljubljana govoriti. Ker sem dolgo govorila Ljubljana, potem sem rekla, bom lepo govorila, pa sem začela Ljubljana govoriti, pa sem pa zvedela, da je bila Ljubljana prvotno. Ne, prvotno je bila Jablana. Jablana. Jablana in če greste pogledat zemljevid Dublina, je center Dublina, na oni strani reke je pa Jablana. In kar zdaj genetski podatki kažejo, do udora prednikov sedanjih Ircev je bila Irska slovenska. Do udora prednikov sedanjih zahodnih Evropejcev pred okoli 3500 leti. Ja. In zato je Jablana, to je pa obljubljansko narečje. Ni moje, ni zatminsko narečje. Ja. Ne. Vzhodno od Ljubljane, pravijo Jablana. Ja, zanimivo. Pa ni slon, ampak sven. Kako? Sven. Aha. Ja, sven. In en Čeh je pa, tega ni vedel, ne, je pa po svoji pameti, ko je raziskoval ime za slona po svetu, je prišel do tega, da prvotna beseda za slona je morala biti sven. No, zdaj se pa mislite, kako arhaično ženo imam. Ona mi je to povedala. Boš vprašal? Če je že toliko časa. Moram vključiti. Ne, sigurno me zanimajo podrobnosti. Zdaj sem bil, lansko leto sem bil na Irskem, v Dublinu tudi. Ja. Malo več o tem, da so bili Slovenci tam gor, tam gor, da so bili. Tam gor do prihoda tako zvanih RNB ljudi so bili gor ljudje s haploskupino I, moško I in žensko U. Niti kmetike niso do tja gor prišle. Ja. Potem so pa vdrli gor, pobili večino moških, s sabo so zgleda pa še ženske pripeljali in sedaj so Irci, kakršni pač so. Kdaj se je to dogajalo? Do katerega leta so bili Slovenci? Do približno 3500 let nazaj. Kako? So bili pa vse na tam Slovenci? Ja, po celi Evropi. Po celi Evropi? Po celi Evropi. Vse bolj kaže, kamorkoli pogledaš, so sledi slovenstva.
samo tu so take, tam so drugačne, a ne, ni sistema, a ne, ni recimo ista sklanjatov po celi Evropi. To ne, ampak drobci tega, kar je v Sloveniji, se najdejo povsod. In recimo tisti, ki nam je povedal to za Jablano pri Dublinu, jaz nisem bil gor. Tisti je povedal, da so se mu tako na Irskem kot na Škotskem čudili, kako on iz prve pravilno izgovorja njihove besede. Ko noben zahodnoevropejc tega ni sposoben. Slovenc pa ja, in to ne edini. Ja, no, tako pomenljivo, ne? Ja. Ja. DNK, odkot vi črpate, odkot podatki o teh DNK-jih prednikov? Iz grobov, izkopljajo kosti, zobje in tu pa tam je še kolikor toliko nerazkrojena DNK, jo pomnožijo, analizirajo in ugotovijo, kam je človek spadal. Okay, to se pravi, je bilo to v Evropi narejeno, Ja. nekje objavljeno, Ja. da si vi lahko o tem črpal. Ja, v glavnem reviji Nature Kdo pa so Science. v Evropi tisti, ki največ, ali pa so to največ odkrivali? Kateri narod, ali pa zdaj? Aha. Ste kaj poslušali, kdo je lansko leto dobil Nobelovo nagrado? No? Za katero? Ja, ne vem, ali za medicino ali za kaj. Svante Pebo je dobil Nobelovo nagrado. On vodi v Leipzigu tak laboratorij, tudi nekaj Slovenk je gor, ki delajo genetske analize in oni objavljajo že koliko, dobrih 15 let že objavljajo, številne članke so že objavili. Veliko podatkov, no in potem pride pa en tat, pa zbira to, ne, in uredi in razloži. To se pravi, nekje genski center v Leipzigu. Ja. To je zelo pomembno. Ja. To je eden. Potem eden je v Kopenhavnu, pa še jih je. Ampak ta dva sta glavna. Ja, pa v Estoniji je. Leipzig, Kopenhavn, pa v Estoniji je tudi eden. Pa še so, v Ameriki ne smemo Harvarda pozabiti. Ja. Tam je David Reich, bogati David, ja, ki je objavljal vsakih par mesecev, je kakšen članek njegov objavljen. To je. Ampak sem nekaj vprašal, kje so pa zdaj še ti DNK-ji od Slovencev najbolj pogosti, oziroma teh prednikov? V Sloveniji ste rekli, da nas je toliko, a so kje še v večji meri kot tukaj, ali v Sloveniji? To je treba iti pa 10 let nazaj pogledati doktorat enega župana. Župan, doktorat je javno objavljen in oni so za te namene pravilno vzorčili in imajo po pokrajinah podatke. Jaz jih ne vem na pamet, citat je pa citat njegovih člankov je pa v moji knjigi. Tam lahko pogledate, na internetu se da dobiti to, pa si preberete. Na pamet pa ne vem. Ja. Mene pa zanima, kaj vas je pri raziskavah najbolj čudilo? Čudilo? Nič. Najbolj me čudi to, da nekateri ljudje verjamejo domnevam, ne pa podatkom. To mi je pravzaprav najbolj čudno. Ja. Ampak to je normalno, to je človeško. Ja. To je lažje. Joj.
Zakaj nam hočejo te podatke prikriti? Zakaj? Ja, kdo ima interes? Kdo ima od tega kaj? Ja, to gre za prestiž. A smo mi, a smo ali nismo? Kaj boš ti tam, ko nisi nič? Ne, za to gre. V prvi vrsti. Ja, ja. Nas bolj zatirajo. Ne? Ampak se Slovenci sami pravite, Ja, seveda. vas zatrt, ne da bi ponosni, da ste to Ja. Ni jasen, kaj bi Tako vzdušje je pri nas. Ja. Um, Če med temi ljudmi, ki iščejo resnico, je precej takih, ki ne morejo verjeti, da je pri nas kaj bilo prej kot drugje v Evropi. Enostavno samo, pri nas je tako, pa tam je tako, to se pravi, od tam je prišlo k nam. Ja. moj Zdaj brat- so pa Rusi sami ugotovili Ja. in jih silno boli, da je v času, ko rimske okupacije, da je kar nekaj ljudi od nas k njim prišlo. To so genetsko ugotovili in jim ni to prav nič všeč, ker oni ne želijo, da bi slovanstvo od njih k nam prišlo. Ja. Ja, no, bilo je že tam prej, ampak naši ljudje so tja prišli. Ja. Jaz se upravičujem, prej sem preskočil prvo vprašanje. Ja, Omenili ste, da po prvi svetovni vojni so naši študenti, pa tisti, ki so prišli profesore delati v Slovenijo, prinesli s sabo to, da smo Slovani. Tako pa približno je. oni so prinesli s sabo razlago, da so naši predniki prišli iz Zakarpatov v 6. stoletju. Pred dobrimi 200 leti je pa en Čeh si izmislil izraz Slovane za vse, ki jim Slovene. zdaj Slovenci pravimo Slovani. Tako kot eni so bili Germani, pa so bili Nemci, pa tako naprej, drugi so bili Romani, bomo pa še Slovane. To je en Čeh izmislil in Slovenci smo eni redkih, ki to dosledno uporabljamo. Namesto Sloveniji. Ja. To se pravi, brez nekih dokazov, brez ne vem kaj, se je pojavil ime Slovan na Češkem. Ja. A ne? A je bilo to ne vem, neka poenostavitev ali poimenovanje nekih plemen skupnim imenom, da so ljudje rekel kar Slovani? Mi smo pa to bolj sprejeli. Ja, mi, ki smo bolj papeški kot papež sam, čeprav nismo imeli nobenega papeža. Ja. Čeh je izumil splošno poimenovanje. Naši so ga pa sprejeli kot edino pravilno poimenovanje. Jaz sem zasledila eno razlago, da je prevajal iz nemškega jezika in kar je A, ki se izgovori pisan pri njih z umlautom v tem primeru, Ja. pač tistih pikic ni prevedu in namesto Sloveniji so ratali Slovani. To je eno od razlag, sem zasledila. Možno, ne vem. Nisem šel tega proučevati, to prepuščam pravovirnim jezikoslovcem in zgodovinarjem. Ja, jaz bi se kar še enkrat vprašala, kdo ima interes ljudi držati v nevednosti. Komu se zdi prav, da otrokom, ki so tako občutljivi pa iskreni, da se jim v bistvu prodaja laž in koga bi bilo treba na odgovornost klicati? Kar vse po vrsti. Vse, ki to učijo. Dajte jih, če jih upate. Pa če jih morate. Ja. Ja, sigurno. Ja. Veste, kaj je? Eden od njih nam je enkrat lepo povedal. Pri nas velja pravilo filozofus dixit. In to je zelo dobro pravilo, ker
če ga uveljavim, potem sem jaz tisti, ki je prav povedal in morajo vsi drugi mene poslušati in me posnemati. In Jaz lahko sem pa- prevedete to? Filozof je rekel, Aha, diče, dixit. Dixit je rekel, ja. Filozof je rekel, no in če jaz to govorim in drugi vsi mene poslušajo in sprejmejo, potem sem jaz tisti, ki je najbolj pameten. Zato gre. To je bilo celo večkrat nedvoumno povedano. Ja. Ne. Da pa meni kot naravoslovcu tudi nekdo to reče, Ja, ne gre, ne? ne gre. Pri meni to ne gre. Pa ko se recimo primerjalni jezikoslovci hvalijo, kako je primerjalno jezikoslovje nekaj najvišjega na področju humanistike, se jaz mislim. Jaz delam primerjave vsak dan. Ja. Karkoli zmerim, delam primerjavo z nečem drugim. Kaj se ti bahaš s tem? Pri meni se to začne. Jaz se hvalim s tistim, kar daleč potem po primerjavi sledi. Ja. Ampak. Doma so včasih rekli, ja, vsaka telema se je veselja. Ja. Ja. A lahko sam nekaj rečem? Ja, prosim. Takšen problem, kot ga imamo mi Slovenci sami s sabo, pa s tem, da ne sprejemamo dejanske zgodovine, pa dejanskih podatkov, ne. V tem se nahaja 3/4 sveta, bom rekla. Ne. Nažalost je tako, ne, tudi v drugih področjih, ne, da to, kot ste rekel, filozof je rekel, ne, ali pa en arheolog je rekel, ali pa en zgodovinar je rekel, in tega je ogromno. In to so doktorati, to so karijere, to uničiti ne moreš. To bo rešila generacija naših vnukov, mogoče, ker bojo ti častitljivi ljudje zapustili ta svet, ne, in bo se potem to dalo naprej po dejstvih. Jaz ogromno poslušam, ne, tega ogromno, ne, na večjih področjih. Ja, In mislim, za mene je res to vaše delo tako na osnovi genetičnih rezultatov res zanimivo. Ne. Imam pa eno vprašanje, Jasna, dovoliš? Ja, prosim. To, ne, da vi ste ugotovili, ne, da je izpred 68 000 let, ne, da je ostala ta skupina ljudi na tem področju in iz katere je potem išlo, ne, ta najstarejša IPA-U skupina, haploskupina. Ne. Kako je to povezano s temi ljudmi, ki danes govorijo o novem pogledu sicer na Egipt, na preddinastijski Egipt, to se pravi tisti izpred 15 000 pa 20 000 let, ne, da kako so od tu išli potem vsi zemljani. A je to mogoče, kako to vi vidite? Jaz se nisem znala tega razbrati iz vaše knjige. Ne. Poglejte, to so haploskupine moške, ki so sedaj v Afriki. Tele so. Najmanj je tele, koliko je katero od teh, pa priznam, da ne vem. Največ je tele. Zdaj pa poglejte, kdaj je katera nastala. Vidite številke prebrati? Ja, 235 000. Ja, pa 180 000, pa 133 000 let nazaj so nastali, prešli v Afriko in tam preživeli. Medtem ko po njihovih prednikih so pa v Evropi ostajali ljudje. No in tele dve haploskupini sta v Evropi preživeli. Tele, ki so tu napisane, so pa v Afriki preživele. Medtem ko ta, ki je zdaj v Afriki največ, je nastala pred okoli 65 000 leti in ta je bila
prvotna v Palestini in del teh ljudi je prešel v Afriko in so se razmnožili in skoraj izrinili vse ostale. Se pravi, ja, 65.000 let nazaj so v Afriki, ampak se pravi, to je že po kataklizmi teh cunamijev in tem. 65, ja, to je po tem megacunamiju. Tile so bili pa prej že v Afriki in so nekje tle v teh gorovih preživeli. To se pravi, E-skupina je tista, ki je prišla iz Izraela, kako ste rekel, v Afriko, Ja, in te je največ. ja. A se je ta potem nazaj širila tudi v Evropo, pa drugam po svetu? Skoraj nič. Nekaj je na Bližnjem vzhodu, nekaj malega je v Arabiji, medtem ko v Španijo je prišla šele z Rimljani, v glavnem. Je ni veliko in kar je prišla, je pozna. Nimam tu za Španijo podatkov, ja, tu imam za Srednjo Evropo. Haploskupine ne. Ja, poglejmo za E. Če pogledamo E, v Evropo je v glavnem prišla pa še malo v primerjavi z ostalimi, šele zelo pozno. Ja, v bistvu tile, ki so nas napadali, tile je s sabo nekaj ljudi iz Afrike pripeljali. Mene pa nekaj zanima, kar opisujete v knjigah o denisovskih ljudeh. Ja. Pa me to malo vznemirja, ta podatek. Kaj to pomeni denisovski ljudje, odkot ta izraz? En ruski menih, ki mu je bilo ime Denis, si je izbral za zatočišče eno jamo na Altajskem pogorju in po njem se imenuje tista jama Denisova jama. In tam noter so izkopali več kot 100 000, mislim, da več kot 100 000 let stare okostnjake in so ugotovili, da so bili to drugačni ljudje. Dve vrsti ljudi, eni so bili neandertalci, eni so bili pa denisovski ljudje in pa tudi njihove skupne potomce so odkrili. Ravno tisti gor v Leipzigu so to. Zato je tudi Nobelovo nagrado dobil, ker je to ugotovil. To je vse v knjigi. Katere smeri študija bi pa to praviloma mogli zanimati? Prvi so zgodovinarji, ki bi jih moralo zanimati. In v bistvu oni bi pravzaprav morali to najlažje sprejeti, ker se njihovega učenja to v bistvu ne tiče. To njih ne prizadeva, ker oni raziskujejo, dokler so pisni viri. Tole pa izven njih in to bi oni morali najlažje sprejeti. Drugi bi bili etnologi. Tudi njih to ne bi smelo nič prizadevati, razen tisto filozofus dixit. Najtežje je pa za jezikoslovce, ker jezikoslovci, indoevropeisti so stvari tako zafurali, da bi morali vse iznova iz nič začeti. Pri njih bo pa težko, njih pa boli to. Jaz sem se leta 2009 upisala na Filozofsko fakulteto na primerjalno slovansko jezikoslovje, ampak sem po 3 mesecih imela eno nesrečo in potem nisem nadaljevala. Ampak pač zdaj vem, da bi se narobe stvari učila. Ja, veste, moj sin je tam diplomiral in doktoriral in je previdno tiho. Je previdno tiho. Je toliko pameten, da se je šel z drugimi stvarmi jezikoslovnimi ukvarjati. Vem, se pravičujem, prej ste mi čisto razložila,
kako se nič ne da narediti, pa naši vnuki, pa pravnuki, pa take stvari, vseeno. Jaz mislim, da... No, mislim, sigurno se da narediti. A veste, jaz poslušam ogromno ljudi, ki to nova vedenja predajajo. Ampak to je v krogu ljudi, kot smo mi, ki jih to zanima in tega je ogromno. Kako to povezati? Govorim samo o tem, veste kako? Tako, da delamo tisto, kar je naša največja strast. Jaz imam 7 vnukov, ki sem včeraj enega intervjujal, ko so šla na vožnjo, s takimi stvarmi, ne. Ampak res se jim ne sanja. Ja, to je pa tako, se veste, koliko so stari, ne vem, a so že šole naredili kakšne. Zaključali na Ja, fakulteti. vse zato, ne, kako bi mi morali vzgajati otroke. Tako, da jim omogočimo okolje, ta najboljše, kar si lahko mi zamislimo, mi kot vzgojitelji, ne, z vsemi, ne vem, kakšnimi možnimi pedagoškimi pristopi, da bo on lahko v varnem okolju izkušal posledice svojih odločitev. No, ampak pazite, a smo mi sposobni otroku to pripraviti? Pa potem, da mu povemo, da mu damo vedeti, ne tako ti si močen, ampak mu damo vedeti skozi neke okoliščine, da on vsebuje vse moči, kolikor jih rabi, zato da bo v življenju dosegel svoje izpolnjene. To je naloga vzgojiteljev in mi sami smo bosi in... Sam v tem konkretnem primeru je po moje osnovna stvar zavedanje korenine. Pomen zavedanja korenine. Ja, jaz se strinjam. Našega DNK-ja, zakaj smo mi tako trdoživi, zakaj so recimo Irci pa oni tam gor tako trdoživi. Ampak njihovo vedenje o svojih koreninah je bistveno globje, močnejše kot pa naše. In zato smo en fič firiči. Od katerih njihovih? Ircev, ja. Oni vejo za 2000-3000 let nazaj. Bolj nazaj je pa vse. Ne vejo. Šele raziskujejo. Obstajajo ustvar, pa vi na vašem nivoju, z vašim vedenjem, poznate še druge, ki to raziskujejo, delajo na tem, da bi se to vse vedenje in argumenti združili in začeli simpozije prirejati, ne vem kaj. Ja, točno to se bo tle odvijalo celo leto. Žal nas je malo. Kako, da bo tukaj eden prišel, ki ni prepričan v to? Tisto bo rezultat. Me razumete, zaradi tega je to treba razpršiti in zdaj, mislim, jaz sem neizmerno vesel, da sem tole zdaj dobil in da sem spoznal. Ta dogodek tukaj je prvi pogovor od 12 pogovorov, ki se bojo letos odvili in so namenjeni temu, da grejo na splet in da se jih maksimalno razprši. Namenjeni so v podporo večjemu zavedanju uporabe slovenščine v našem vsakdanjem jeziku in drugačnemu odnosu. Mi smo v bistvu zanemarili slovenščino in smo pozabili smo, kaj je naš jezik. In vedenje o koreninah, vedenje o tem, kdo smo, nam lahko pomaga k temu, da pridobimo do jezika drugačen odnos. In pomemben del teh pogovorov je tudi zavedanje o narečjih. Zdaj bom vsakega gosta prosila, da nekaj pove o narečju, če bo le iz kjerekoli narečne skupine. In tudi razmišljam, koliko bi bilo dobro, da otroci to poslušajo, sploh narečje, pa pravljice o narečjih, na primer. Prej ste mogoče poslušal vprašanje, kdo v Sloveniji je še na vašem nivoju vedenja in raziskovanja in tega, da bi
stopili, ne vem, ali pa se usedli za mizo, pa kaj za narediti, da bi bili skupaj močnejši. Ali so še kakšni, ali že vmes kakšen zgodovinar? Vprašam, da vidite, poznamo ene zelo resnicoljubne zgodovinarje, recimo dr. Ferenc, ampak se ukvarja z drugim stvarmi. Če bi taki, ki so resnicoljubne, poskušal zbuditi zanimanje za to. Zgleda, da sem jaz edini profesor, univerzitetni profesor, ki se s tem ukvarja. Ja, če pomislim na ostale goste. Drugi pa, vse mogoče se kdo sledi, ampak je previdno tiho, ker se je že zgodilo, da je kar nekaj ljudi bilo nagnanih iz službe, ker so pokazali, da se nagibajo v to smer. To je to, ne? Dokler, jaz sem že upokojila se, ne? Ampak tisti, v tistem času, ko si še aktiven, kjerkoli si že, karkoli že delaš, a si upaš živeti tisto, kar imaš lastne prepričanja. Vsi imamo družine, imamo kredite, lahko ne vem kaj, ne? In potem se vse neha, ker ne zaupamo v lastno moč. Tisto, kar smo pa prepričani, tisto pa znamo naprej živeti. In mi smo v bistvu prepričani nasprotno od tega, kar zdaj tle poslušamo, ne? Šele zdaj, a veste, nekako si želimo, slišimo to in želimo to ponotraniti, ne, in da spremenimo mi najprej prepričanje in potem, ko se pogovarjamo z 10 ali pa 20 našimi znanci, širimo to, recimo, ne. Tako gre, nič drugače. No, jaz vem, da če bi pred leti se je v Ljubljani en dogodek, ki knjiži v enem parku lotel, tam pri galeriji nekje je bila. In sem tam na eni stojnici bilo točen o teh slovanih, ne. In sem rekel, kaj se gliste, ne, da vem kaj. Ampak če pes takrat imam to, kot reke, preberite to. Znanost zaupa, zaenkrat verjetno še, ne. Potem so to take osnove, da ne bi smeli padati. Me pa vsem čudi, to je bila napisana pred 4 leti. Prva izdaja je bila napisana pred 12 leti. 2013, ne? Ja, je 2013 izšla. To je tretja izdaja. Dopolnjena, ja. To se pravi več kot 10 let. Ja. In vedo za njo. Zanimivo. So jo prebrali, ampak ne sprejmejo. Ne sprejmejo, vse. Ja. Tako kot ste rekel v eni oddaji, ko sem jih pregledala vaše pogovore, da se v bistvu držijo titul, diplom, vsega, kar so, da so dobesedno čustveno navezani, pa še strah jih je, pa še stolčki, ampak to ni zadosten razlog, da se še naprej nadaljuje skrivanje teh podatkov, a ne, zato pa jaz si predstavljam, da bomo sigurno prispevali k temu, da se bo kakšna, ne samo okno, da se bojo kakšna vrata odprla. Saj poskušajo. Je ena skupina v Rusiji, ki to poskuša, saj od njih smo tudi veliko podatkov dobili. Ja, pa metodologijo tudi. Ampak kaj, ko jo vodi kemik? Ja, fizikalni kemik, učenec Nobelovega nagrajenca in ekspert, ki so ga Amerikanci bogato plačali, živi zdaj v Ameriki, pa gre enkrat na leto v Rusiji. Ampak v Rusiji je organiziral skupino, ki to raziskuje, ki objavlja. Ne vem, koliko knjig je objavil, saj večina je tam noter napisana v moji knjigi. Ampak ne, Ruska akademija, Ruske univerze, nič, še po starem.
po starem, oni so potomci Skandinavcev, to je imenitno. Ja, ja. Ja. Genetika kaže pa, da Skandinavcev med Rusi skoraj ni. Pač pa je med Skandinavci kar nekaj, ki bi jim lahko rekli, da so ne ravno ruskega, ampak slovanskega izvora. Ja, to pa je. Nekaj bi rada omenila. Jaz delam več kot 20 let na upeljavi novega načina izobraževanja v Sloveniji po modelu ruske rodovne šole. Sem tudi tam bila, pa ogromno na 100 kilometrov prehodila, pa predstavitev naredila. Eden od načinov, ki jih uporabljajo na tej šoli, je, da dobijo učenci, ki jih ne imenujejo učenci, ampak znanstveni sodelavci, oni dobijo na voljo vso gradivo, ki obstaja na temo določene znanosti in potem sami iz tega ustvarjajo učbenike. In imajo, pač to je samo en košček iz tega drugačnega načina dela. In potem je recimo rezultat tak, da naredijo v enem letu 9 let matematike. Tako da verjamem, da ko pridemo do tega, da bo ena skupina otrok tudi naredila nov učbenik za zgodovino, bo sigurno vaša knjiga zraven. Upajmo, da že drugo leto. Ja, upajmo, seveda. Upajmo, da preden umrem, ampak ponavadi se te take stvari uveljavijo šele po smrti avtorjev. Ja, ponavadi, ampak so tudi izjeme. Ja, so redke izjeme. Pebo je dobil Nobelovo nagrado. Kdo? Svante Pebo. Aha, ja. A ni Anton Perdih dobil? Ne, Anton Perdih pa ne. Anton Perdih pa še Kidričeve ni mogel dobiti. Ja. Meni se zdi zelo zanimivo dejstvo, da smo ljudje nekako tako narejeni, da recimo nekdo, ki se ukvarja z genetiko, nima smisla za te podatke pa razporediti. On je genetik, ampak slike ne more z tega narediti. Mora priti tem zunanji, da to vidi pa poveže. Ker večina znanstvenikov ni sposobnih neke zunanje slike videti, on se narediti tisti svoje. Ja, tle je pa skrivnost delovanja možganov. Disciplinarno povezovanje. Ja. To je stvar, da je treba za ugotavljati neke določene zadeve, poklicati in kemika, in arheologa, in fizikalnega, ne vem kakšno kvantno znanost. Se pravijo, da danes pristopajo k proučevanju teh starih klinopisnih virov na drug način tisti, ki poznajo vso sodobno tehnologijo v smislu zares inženirskega poznavanja, ne pa samo računalnik tako za uporabo, in da potem berejo te stare tekste čisto drugačnimi očmi, kot so pa bili prevedeni pred 300 leti ali pa pred 100 leti. Ja. No, ampak je pa še ena, ravno pri genetiki, je še ena zelo žalostna stvar. Tile vrhunski svetovni genetiki so začeli proučevati najprej mitohondrijsko DNK, zdaj skoraj ne pogledajo več. So začeli proučevati kromosom Y, sedaj so nehali že objavljati podatke, ki jih dobijo. In sedaj so se kako bi rekel, so se usmerili na ostale kromosome, ki se pa mešajo naključno. In zdaj tam vedno bolj komplicirane statistične metode uporabljajo. Ne morejo pa čisto nič iz tega izvleči, ker po 6 generacijah se generacijska sled izgubi na ostalih kromosomih. No in potem fantazirajo, filozofirajo in prepisujejo od zgodovinarjev in arheologov in jezikoslovcev. Prepisujejo in to proglašajo kot, da so oni z genetiko ugotovili. Ampak to je vse
kako se prevede mainstream znanost. To je ta uradna znanost, Ja. to dela, ne? Uradna znanost. To je uradno, ja. Obstajajo pa verjetno tudi kemiki, ki so pa izstopili iz tega uradnega sistema, ker enostavno vidijo, kako se stvari peljejo in se s tem ne strinjajo. Ne? Jaz tega ne zasledim. Jaz sem zasledila kakšne fizike, biologe, nimam dovolj virov. Ja, jaz poznam tudi zdravnike, ki so izstopali iz zdravniških krogov, da so... Teh je tudi veliko zdravnikov, ampak če bi pa kemik, tudi matematike sem slišala, ali pa tudi recimo matematiki je še vedno v uradni matematiki, ampak je kakor en infant terrible, ne, to se pravi se upira, pa je še vedno v njihovi srednji. Ne. Ja. Pa so še drugi, ki pa niso, ne, in tisto, kar oni govorijo, mislim pa to čist drugo, ne. Čist drugo. No, recimo, če bi mojo knjigo dobili v recenzijo tile genetiki svetovni, moja knjiga ne bi nikoli išla. Seveda, ja. Ja. To je tista, Ja. tako je, ne. Se pravi, od ust do ust, ampak treba aktivno, vsak od Ja. nas. Ja, vsak od nas. Tako. Kako bi rekel, tisto po, kako so že Latinci rekli, gutta ca lapidem cavat not vi sed sepe cadendo. Razumem. Ja, no, to se pravi, lepo po kapljicah, malo tam, nekje bo že kakšno špranja, da bo skozi steklo. In bo tako, kot je v Črno morje steklo. Ne. Ja, ja. Jaz moram povedati, da sem danes obvestila 120 medijev, pa Ja. tudi poklicala sem na STA in sem se zmenila potem, da bomo naredili prav poseben dogodek za medije. Ja. Tako da pač se bomo potrudili, a ne čim bolj razširiti. Če bodo prišli. Ja, ja, To jih bojo, ne bojo. zanima. A bojo. Bojo. Ja, ja. No, prav, pa naj pridejo. Dobro. Jaz bi zelo rad aktivno tudi sodeloval pri tem širjenju tega in imam tudi možnost, ker imam nakladni center, kjer prirejam predavanje in delavnice in take stvari in kakšen simpozij, če bi se naredil res taka ena druščina, ki bi bila tudi sprejeta od nekoga, da bi nekdo prisluhnil ali kakorkoli. Zato, da na tem delamo samo nekaj akterjev. No, ena stvar je, mene lahko povabite in me bo založnik pripeljal in bom 1 uro vam gobezdal. S slikami takimi. Ostale je pa, kako bi rekel, približno polovico ima ona zbranih, to se pravi ti, ki bodo čez celo leto tu, to je ena taka skupina, ki ima sicer vsak svoj pogled, ampak vendar, kako bi rekel, vendar so krivovirci, recimo. Ne, veste, to ne bi smel biti enkraten dogodek, Ja. ampak to bi se moral toliko časa vrteti ena tema po Sloveniji, da bi se prijela. Ja, a zdaj... A imaš človeka, ki bo to organiziral, pa ki ima še 3-4 pomočnike, da bo... Ja, se lahko nam pridruž pa pomaga, ker imamo načrt narejen. Jaz sem naredil pred, ne vem, 5-7 leti zdravljenje do zdravja po naravni poti. Alternativo čisto, ne. Pa so bili zdravniki in take stvari. Zelo zanimivo, ne. Ampak potem nismo nadaljevali, da bi to, ne vem, vsak mesec imela pa kaj takega, da bi to bolj prišlo te alternativne zadeve. Ravno tako je podobno je tukaj. Ja. To se pa razpršeno po Sloveniji bi morali dobiti na centre nekaj takega, ki bi isto tematiko obravnavali lokalno. Ja, vi ste idealen sodelavec za nas. Prosim? Da ste idealen sodelavec za naš zavod. A bi lahko še dr. Perdih mogoče vse in še kaj več povedal o vsebini vašega dela? No, tole je najnovejša slika, kdaj so nastali kateri evropski jeziki in iz česa. Ta debeli rdeči krog predstavlja prvotno Evropo, ker to je za jezikoslovce narejeno, ne za geografe. Tu so bili prvotni Sloveni
ostali so noter udirali, nekaj so zasedli, nekaj še zasedajo, nekaj je pa tudi od tu šlo ven. Se pravi, tle od zunaj imate letnice napisane, ne? Od znotri je pa pomeni tudi 3500 let, kaj je to pred našim štetjem? Pred sedanjostjo. Pred sedanjostjo, se pravi, 3,5, to pomeni danes je to, kaj je, 7000 let, ne, 6000. 3200. Ne, 3500 let od danes nazaj. Ja, aha, tako, ja. Ja, ja. 1000 let pred našim štetjem. 1500 pred našim štetjem so recimo, je del Slovenov prišel v Indijo in v Iran kot Arijci so prišli. To so bili Sloveni in so slovenski jezik vnesli tja. Prosim, ki je potem se mešal z indijskimi jeziki, je postal najprej vedski sanskrt, klasični sanskrt in naprej vedno mlajši indijski jeziki in vsak mlajši jezik je manj podoben slovenščini. Ja, v mesecu maju ali velikem travmu bo tukaj Kristofer Bogdan Neško ponovno, on je prevedel sanskrtsko slovensko. Sanskrtski slovar napisal. Napisal, ja. Ja. In to ima zelo zanimivo zgodbo. Mislim, da bi se vsak od teh, ki pridejo zdaj za vami, da bi se lahko na neki točki navezal. Jo, lahko se. Saj me poznajo vsi. Ja, saj se vsi poznamo. Ja. Samo pameti imamo različne. Ja. Pa sej... Obstaja taka slika tudi recimo 10 000 let nazaj ali pa 15 000 let nazaj. 15 000 let nazaj je bil rdeči krog tak, kot je ostalo še tlele. Takrat so bili Sloveni samo, ampak s takratnim slovenskim jezikom, ki ga ne poznamo, ne vemo, kako so govorili. Ker tu se je recimo od kdo ve kdaj se je v Evropi razvijal slovenski jezik do tistega časa, ko so začeli udirati altajski ljudje do pred 4500 leti. Ampak, če je bilo v Evropi je bilo tako, sami protoslovenski, kaj pa je bilo na področju Bližnjega vzhoda in Srednjega vzhoda? Dve stvari sta bili. Prvič, v Evropi so bili moški s haploskupino I in ženske s haploskupino U. Na Bližnjem vzhodu so prevladali ljudje s haploskupino J. Ti so tam razvili semitske jezike. In zdaj, ko sem končno malo po televiziji poslušal arabščino, pa to ima velike glasovne podobnosti z mojim narečjem. Glasovne podobnosti so, besede so pa čisto drugačne. Jaz moram reči, da sva bila z gospodom 2 meseca nazaj na otoku Susku, kjer je ena domačinka, ki je ta zadnja, ki je rojena na tem otoku, sem jo naprosila, da je v suščini nekaj povedala, kar se res ne razume, ko govori, ampak ko sta pa pela eno staro pesem, je bila pa slovenska in je rekla, da pravijo, da njihovo narečje zveni slovensko-italijansko. Tako nekje. Ja. No in take drobce najdevamo povsod po Evropi. No in zdaj sem jaz začel to zaznavati še na Bližnjem vzhodu. Sem začel postajati pozoren, kako ljudje govorijo. Ja, enako. Jaz sem slišala danes eno etno skupino, ki je pela tam eno pesem Turkmenistan, Kazahstan. In to jaz se ne morem spomniti, ampak pesem, ki zveni slovenska. Čisto slovenska, tako kot je pri nas ena pesem.
ne po besedah, ampak po melodiji in po tako. Ja, in če pogledate, katere haploskupine tam prevladujejo, arijske, samo da je jezik postal turški. Oni so prevzeli turški jezik, medtem ko nekaj je pa ostalo. Pred leti je tudi, ki je gor v Radovljici, ali ki je prišla ena šamanka iz altajskega področja. Jaz sem takoj zaznal podobnosti. Slovensko, posoško staroverstvo, pa altajsko šamanstvo. Takoj sem opazil podobnosti. Ni enako, ampak tu določene podobnosti se takoj opazijo. Ker so se ljudje pač od nas selili tja in nekaj je ostalo. Večina se je pa spremenila. Preko se najde veliko več povezav, zato ker slovenski knjižni jezik je že toliko spremenjen, da briše te sledi. Ja, tako je. Jaz znam tudi, res sem seznamna, ker je imel Marko predstavitev, Marko Horvat. Ja. On je dešifriral zapis v etruščanskem jeziku na kamnu, ki so ga najdli v eni reki sredi Italije. Star naj bi bil 2200 let in je prebral zapisano v etruščanskem, sam je v latinici zapisal, ker je dešifriral, prevedel je v slovenski narečni jezik in v slovenski knjižni jezik. In besede v etruščanskem ali pa slovenskem narečnem so si zelo podobne. Slovenski je kot tuj jezik. Ja. In že ko se jaz spomnim, sem imela 7-8 let, stare ženske, ki so takrat umirale v 80-ih, 90-ih, so govorile veliko več, so uporabljale veliko več teh besed, ki jih slišim čez prazamejskih Slovencih v Italiji. Tam se je bolj ohranilo, kakor pri nas. Še kakšne besede, ki so mi poznane, mlajšim niso več in uporabljamo jih ne. Čez mejo pa ja. In je bila ena na obisku, tam blizu naše vasi, in je rekel, kako lepo včasih so kar nas tako govorili. Ja, to jaz doživljam v svoji rojstni vasi. Ja. In kar je največja ironija, profesorica slovenščine, kjer so doma že uvedli govorjenje knjižnega jezika, je celo kariero preganjala narečje in vsiljevala knjižno slovenščino. Ko se je upokojila, je pisala pa slovar domačega narečja. In ker ga ne govori, je morala druge spraševati, ampak spraševala je predvsem tiste, ki so od drugod prišle. Medtem ko z domačinkami, ki so znale še po domače govoriti, se je pa skregala. Ja, pa mislim, se je čudovito, da je spregledala in da je začela. Jaz bi rada omenila, da v svojem vsakdanjem delu, ko pišem, stalno iščem sopomenke za besede, ki so že poslovenjene tujke. Iščem bolj izvirne različice. Bomo mogli počasi zaključiti, da ne bomo predolgi. Dajmo, jaz sem že vstal, da pobegnem. Najlepša hvala obema, ki sva zdržala zdaj tale pogovor. Hvala vam, da ste me povabili. Vse je bilo zanimivo. Razmišljam, da bi vas še v kakšni taki obliki, da bi bili narečni govorci, pa da bi bili mlajši. Lahko me povabite, morbiti bom prišel.
Zdaj sem skoraj hotela že rusko začeti nazaj govoriti, ker ne znam nobenega narečja, sem хорошо. Ja, Sej to so pravzaprav, sej to so narečja, a ne? Sej to niso tuji jeziki, ruščina, češčina, poljščina, jaz jih razumem kot slovenska narečja. ja, se jaz samo čakam, kdaj bom v stik, osebni stik z Rusi prišel, Ja. da bi jim jaz narečno govoril, a bodo oni ločili, kaj je rusko, kaj je pa zatminsko. Ja, jaz vam že kar zdaj povabim čez eno leto, ko bomo imeli ruske goste, sicer ne tukaj, bo mogli biti nekje drugje, ampak ja, Povabite, prav, če bom mogel, bom prišel. ja, Ja. prav, Ja. da se vam zdaj še, a lahko sem še malo prosim, zdaj, da se uradno zahvalim, a ne, za prihod, A pa snemajo? za podano. Morajo snemati, Morajo, ja, ja. Prav. A ne, najlepša hvala, Ja. res pa kar tako še naprej, rabimo vas še vsaj 35 let, tako da Tako da obljubim, da toliko časa ne bom zdržal, ampak nadaljujte. dobro. Imate knjige, imate posnetke, imate, skratka je, pa delajte naprej, prenašajte. Ja, Ja. ja, z velikim veseljem in spoštovanjem. Ja, Hvala, tam je pa moj založnik. hvala založnik. Ja. Aha, Hvala ključe. založnik, hvala učenci. Aha, peklenski stroj odstroj.